Ja, bova kar začela, ne? Velja. Uroš, učitelj, profesor, tudi docent, doktor znanosti, a ne? Ne več docent, doktor znanosti pa. Ok, doktor znanosti, v redu. En kup stvari bi ti še lahko pripisala, nagrade, z učenci si prejemal nagrade, sam si prišel, mislim, da med 25 top učiteljev na svetu. Kar vse posod si, a ne? Ja, res je. Kaj pa bi sam, če bi se moral opisati v eni povedi, kako bi se opisal? Ja, zagotovo bi uporabil besedo, da sem učitelj, pa zelo radovedno bitje. Tako da to me najbolj opiše. Radoveden pa si predvsem na področju umetne inteligence, digitalnih vsebin. To je tvoja ta glavna? Zdaj, iz tega področja sem doktoriral, ampak radoveden sem pa dejansko celotnega področja življenja. Vedno bolj me zanima človek in tudi recimo, ko se samo izobražujem, še posebej v času počitnic, berem knjige z področja psihologije, razvoja mladih, tako da me bolj to zanima zadnje čase. Videla sem malo pogledala o tebi, čeprav te že nekaj časa poznam, ampak sem pogledala in mi je bilo recimo zanimivo, ne, zelo veliko govoriš o umetni inteligenci, o digitalnih stvareh, kako vse narediti z pomočjo AI in tako, ampak otrokom pa vedno rečeš, veliko berte. Res je, ja. Ne? Ja. Predvsem zato, ker po eni strani se je res, da dobimo informacije na dotik, torej instantno dobimo, ne? Ampak kaj pa, če nekdo ugasne elektriko? A bomo še znali pridobiti informacije, biti kritičen, ali bomo sploh še znali tradicionalno preživeti? Ali nam manjka tega umestnega, ne, že prej sem rekla, ne, da mi smo iz obdobja, kjer smo morali v knjigih, v knjižnicah poiskati, pa tako ni bilo še interneta, pa tudi ko je bil, ni imel sploh ne toliko informacij. Ali bojo te nove generacije znale tudi pot, ne? Rekel si, da šolski sistem velikokrat išče samo cilj, rezultat, ne pa toliko poti. Ja, to se povsem strinjam, tudi nekako opozarjam, ko predavam tako učiteljem kot drugim, ki so povezani z izobraževanjem. Dejansko je tako, da mi učitelji ocenjujemo cilj, še bolj v resnici samo kljukamo in dajemo prelahke naloge, ki samo hitro želimo nek hiter odgovor, zato da potem, če nas kdo preverja ali seveda kritično oceni, da nimamo težav. Da imate čim boljše rezultate, pa ne, da so boljši učenci, ampak da imajo ocene dobre. Ne? Ja, žal. Pa tudi jaz vedno rečem, da nekako vsi delujemo tudi kot družba, samo da je mir. Pa ne bo to ali mir v zbornici, ali mir v parlamentu, ampak jaz mislim, da bi se morali kot učitelji srediniti predvsem to, da ocenjujemo proces, kako je otrok prišel do nekega rezultata, tudi ko, recimo, sem učitelj računalništva, kar pomeni, da dijaki programirajo. In seveda meni je pomembno, kako so prišli do tega koncepta. Kajti umetna inteligenca da hitro odgovor, vprašanje pa je, če je pravilen. In dijaki so hitro zadovoljni, ne preverjajo, pa včasih tudi nimajo znanja, kako preveriti. In potem jaz vedno rečem, če slepec slepca vodi, vemo, kam lahko hitro zapademo. Se pravi, so tudi nevarnosti in pasti umetne inteligence? Absolutno, ogromno jih je, pa ne zato, ker bi bila tehnologija napačna ali pa nevarna, človek v ozadju je nevarno, ker jih pač uporablja, bodisi za zlorabe, manipulacije, bodisi da bi nekomu otežil življenje. Hkrati pa tehnologija nam omogoča res ogromno napredka, tudi da mi kot ljudje napredujemo, hkrati pa da mogoče pomagamo tistim, ki so pa šibkejši. In tukaj mislim, da bi kot družba morali še več narediti. 13 let si že učitelj, z umetno inteligenco se pa ukvarjaš koliko časa? Z umetno inteligenco se ukvarjam po moje 15 let. Kaj takšnega. Zdaj bi mogel na hitro izračunati, ampak 2010 sem diplomiral in istega leta šel na doktorat, tako da od 2010 naprej. Od takrat naprej si se lotil raziskovanja, takrat je bilo to res še čisto v povojih? V resnici ne. Za nas ja. Ja, se strinjam za splošno javnost, ampak tam sega v 1950-60 zametki umetne inteligence. Tako da so to že kar konkretni temeljni znanosti. O kakšni umetni inteligenci pa govorimo, recimo to iz tistega časa, si malce drugače predstavljamo verjetno, ne? Ja, torej umetna inteligenca kot veda je seveda, da iz modelov oziroma podatkov dobimo modele, torej lahko nekaj napovemo, recimo kot je vreme ali pa neka diagnoza na področju medicine. Hkrati lahko umetna inteligenca tudi preiskuje podatke ali pa išče neke poti. Recimo imamo pametni sesalec, ki doma išče poti, kar pomeni, da najprej preiskuje in potem, ko že ve, kaj mora posesati, to uredi. Potem seveda lahko zaznava, recimo prepozna obraz, torej neke vrste klasifikacija, lahko napove povprečno oceno na koncu leta, torej takšni bolj matematični in statistični algoritmi so obstajali, pa tudi robotika. Res je sicer, da robotika je po nekaj letih hitro zamrla,
ampak seveda zato, ker imamo tehnologije, kako premikati robote in ker so bili to zelo težki roboti. Danes pa seveda imamo lažje materijale in zato je potem porast tudi robotike, kar se tega tiče. Se pravi, hardware pa software sta se Tako, mogla. tako. Ni pa še bilo tega pogovora, ki ga imamo danes z umetno inteligenco, ne. Tako da jaz vedno rečem, da to so samo neki programi, orodja, da daleč od tega je to neka entiteta, ki bi komaj čakala, da bi nas zasužnjila. Še vedno so to programi. Pa je vse odvisno od nas, ali je možno, tudi taki filmi so, ne, science fiction pa tako, da nas umetna inteligenca zasužnji, napade. Eno si omenil, da je zadnji spet človeški faktor, kaj pa če ni? Ja, zagotovo vedno je. Absolutno obstajajo tudi različice algoritmov, ki se sami od sebe učijo ali pa sami sebe dopolnjujejo. Tudi že govorimo o agentni umetni inteligenci, ki presega tisto, kar danes mislimo, da je umetna inteligenca. Ampak zaenkrat je še vedno tako naravnano, da se uči iz človeških virov in če smo notri dobrotljivi do človeka, potem imamo vse. Sicer pa, Se pravi, sami sebe bomo, tako, če se bomo, a tako. ne? Jaz nekako vedno rečem, da umetna inteligenca kaže, kakšni smo mi ljudje in da iz nas dela povprečneže. Kajti, če mi samo uporabljamo ali za generiranje slik, zvoka ali celo nekega teksta, ustvarimo nek povprečen izdelek, ne moremo narediti presežkov. In zdaj, če mi to uporabljamo, potem bomo kot pijanec šli po svoje, ne bomo se držali nekih temeljev in seveda bomo hitro pozabili na naš razum, na našo pamet, na našo kreativnost in potem nas lahko prevlada, ker nas bo ne samo prehitela v hitrem iskanju informacij, hitrem mogočem sklepanju, ampak tudi v kreativnosti. Katere stvari meniš, da jim umetna inteligenca ne more nadomestiti? Zaenkrat ne človeškega stika, kljub temu, da se trudijo delati tudi človeško kopijo, pa mogoče človeške razsodnosti, ki jo zaenkrat še imamo. Res pa je, da včasih rečem, da mogoče bi bila umetna inteligenca boljši sodnik kot pa človek. Manj tudi mogoče pristranska, politik. mogoče. Ja. Ja. Si pa tudi učitelj, tudi ena zelo pomembna vloga, a ne, da daješ znanje v mlade in jih počasi pripravljaš na svet. Kakšni so tvoji vtisi kot učitelj v teh letih? Jaz rečem, da je v bistvu to najlepši poklic, predvsem zato, ker spremljaš otroka, kako odrašča. Torej, jaz nekako dobim otroka, postane potem mladostnik in odrasel nekako zapusti v 4 letih izobraževanje. Je zahtevno delo, hkrati pa se mi zdi, da ogromno prejmemo od mladine. Sicer ne dobimo takoj povratne informacije, niti ne bodo se takoj zahvalili ali pa rekli, da smo dobri kot učitelji, ampak potem običajno po nekaj letih, ko je poklicna matura že mimo, pa se oglasijo ali pa pokličajo in tako naprej. Hkrati pa se mi zdi, da je zelo odgovoren poklic in se ga družba ne zaveda, kako odgovorni moramo biti tudi učitelji in se tega zavedati, zato ker jaz vedno rečem, da nekako učitelj vpliva ne samo na dijaka, ki ga ima pred seboj, ampak v resnici tudi na njegove otroke in vnuke. Kajti, če jaz bom otroku dokazal, da ne zna nič programirati ali pa da je zelo slab v matematiki, bo zagotovo to povedal svojemu otroku nekoč. In otrok bo imel mogoče težave pri matematiki, pa bo rekel starš, se tudi jaz nisem bil dober. In potem se lahko ta mantra nadaljuje iz generacije v generacijo. Ker precej pomembno tako vlogo, a ne, imajo učitelji oziroma si tudi to zelo zares vzel. Res je, ja. In tudi v tem trenutku imam 122 dijakov, kar pomeni, da toliko duš vplivam in seveda na vse, kar se bo razvejalo potem v njihovih družinskih drevesih. Wow. Ja. Wow, lepo. Se pravi, si se pa odločil za poklic učitelja že na prvi stopnji fakultete ali potem kasneje? Ja, že. V resnici v osnovni šoli, ko me je razrednik vprašal, kaj želim postati, sem na listek napisal učitelj matematike. Potem nekako sem bolj razmišljal v smeri znanstvenika, tudi astronoma, torej da bi šel v vesolje, ker to me še vedno fascinira, pa tudi področje zgodovine me je zanimalo. Potem pa sem nekako v zadnjem letniku prišel na idejo oziroma se spomnil, da sem želel postati učitelj, pa da dejansko sem že kar nekaj sovrstnikov inštruiral, da sem pomagal, tudi vodil sem ministrante v Zagorju, tako da nekako sem potem začutil, mogoče pa je to moja pot. No in potem sem izbral študij matematike in računalništva na pedagoški fakulteti, no potem pa so rekli, da bi mogoče poskusil biti asistent na fakulteti in šel potem doktorski študij. Ampak asistent nisem ratal nikoli.
In si šel v Trbovlje, v Tako je. bližino svojega rodnega kraja. Res je, ja. In začel poučevati mlade, nadobudne Tako je. inženirje, recimo, ne, Tako potem je, mnogo ja, od njih, ne. ja. Kako pa je učiti danes generacijo 14-letnik, 15-letniki so že to, no, ko pridejo v srednjo šolo, 15, 16, 17. Kaj se od njih vse naučiš, kaj ti povejo, tudi kako zabrusijo kdaj? Ja, tudi absolutno. So bistveno drugačni, kot sem bil jaz dijak, oziroma mi dijaki v srednji šoli. Sam ne pomislim, da bi recimo ali razredniku ali učitelju zelo osebne stvari govoril, kot danes mladina pove o svojih prvih ljubeznih, tudi kakšne težave pri spolnosti imajo in tako naprej. To je res neverjetno, kaj vse povedo. Kaj vse izveš, a ne? Tako, ja, tako. Hkrati pa v resnici so generacije, ki pa si želijo ogromno pogovora in predvsem ne so uslišane. Ker se mi zdi, da mogoče doma ni dovolj posluha, ali pa mogoče celo nimajo nekega varnega pristana, ker se bojijo, da jih bo nekdo obsojal. In potem zelo pogosto pridejo tudi do mene. Tako da sem včasih celo šokiran, kakšne vse nahrbtnike imajo, ko pridejo k meni, k pouku. In se pravim, včasih po moje Ampak očitno imajo občutek, da ti lahko povedo, ker Mogoče, ne? ja, mogoče. Sicer veljam bolj za strogega profesorja, kljub temu, da na prvo žogo delujem zelo prijazen in odprt in tako naprej, ampak želim, da je nek red in disciplina, sem pa zelo človeški in to mislim, da tudi začutijo. Vedo tudi, da nikogar ne obsojam in tudi, da če mi nekaj reče, naj bom tiho, sem tudi tiho. Tudi staršem tega ne povem, razen če bi šlo in je že enkrat Če bi šlo ocenil, za ne? življenjsko tako ogrožujoče. Sicer pa znam držati. strog učitelj, kaj to pomeni? Da zahtevaš veliko znanja, zahtevaš mir in tišino v razredu? Ja, sicer ni vedno mir in tišina, tudi seveda Si želiš, klepetajo, ampak ja. Tako, ja, ampak predvsem si želim pogovora o temi, o katerih govorimo. Zelo rad imam zelo kreativne dijake, to tudi hitro začutijo. Sicer pa strogost pomeni v smislu, da tisto, kar rečem, tudi se držim tega in isto pričakujem od dijakov. Torej, če sem jaz iskren do njih, ne bodo oni do mene. Če jaz prijem točen v razred, pričakujem, da so oni točni. Če jaz nosim copate, ker jih, pričakujem tudi oni. Torej, vedno nekako s svojim lastnim zgledom pokažem, kaj pričakujem, ker velikokrat se pohecam, da učitelji veliko zahtevamo od otrok, oziroma dijakov, učencev, v resnici pa, ko nas kdo pogleda v zbornici, smo slabši kot dijaki. Že s tem, kar si omenil, ne, tudi nosim copate. Si povedal, da na določenih ravneh se lahko spustiš na popolnoma isti nivo, ne rabiš biti Tako je, na ja. povzdigovan, ne, Tako. ker smo vsi ljudje, ker vsi naši čevlji omažejo, a ne, Ja. tla in tako. Jaz nekako rečem, da avtoriteta učitelja je zgrajena s tem, da je samo človek, torej tudi da to pokaže in da ga dela v bistvu večjega, da ima znanje, pa hkrati, da s svojim odnosom do otrok upraviči status učitelja, ker to je največ šteje. Ker dijaki hitro ugotovijo, kdo samo blafira, kdo je samo kot učitelj, da njegov poklic in se zaključi ob 3-4. Samo služba, a ne. Tako, ja. In kdo dejansko res vlaga več v nek odnos do otrok. Ampak še vseeno si pa ti učitelj, ki si oblečen v Pokemona prišel v šolo. Tudi to, ja, tudi to. Boš povedal kaj več? Ja, sicer to je že kar nekaj let nazaj, sega mislim, da v letu 2019. A že toliko je? Ja, že. Ja, in v resnici je bil to izziv, ki sem ga dal dijakom, predvsem zato, ker generacije v generacijo povedo, da nekatere izzive nikoli niso naredili. In zdaj nekaj let pred tem izzivom je imela generacija, da če vsi pridejo na maturo, jaz prijem oblečen v Pokemona. In seveda tega izziva niso naredili. Potem je bila še ena generacija vmes, zdaj se ne spomnim točno, kaj je bil izziv. No, ta generacija, ki pa je izziv opravila, so se pa naučili težje programerske naloge. Torej, jaz sem jim povedal, kaj običajno je skoraj z 0 točkami ovrednoteno na mojih testih. No, in potem, ko so to se pripravljali, so presegli zastavljeni cilj. Torej, mislim, da je bilo 4,5 dogovor, da dobijo poprečno število točk pri tej nalogi, dobili so pa 4,9, nekaj takšnega. Lepo. Je res, da so se tudi popoldan učili preko Discorda, torej so se angažirali, samo da jim uspe in jim je uspelo. In seveda sem v živo popravljal, tako da so spremljali, dal sem lepo tabelico na zaslon. okej. In so spremljali in so en dobil In tako nič točk. srčni utrip. Ja, laboratalj. No, na koncu je ratalo. In naslednji dan sem prišel res oblečen v Pikachuja. Res je, da sem šel ob 6 zjutraj od doma, zato da slučajno ne bi koga srečal na šoli. In potem čakal v kabinetu. Zdaj, nekateri so me kolegi seveda videli. Eni so bili zelo navdušeni, eni seveda ne, razumljivo. Ampak meni se je zdelo najbolj pomembno to, da če jaz nekaj obljubim, da obljubo držim.
ker s tem veliko tudi povem otrokom in mogoče to neka dota potem naprej, da se obljubo drži, ker zelo hitro starši oziroma mi starejši obljube sploh ne spomnimo. Ampak to ni edini izziv, ne? Ti tako rad kakšne izzive tudi sam sebi postaviš, da jih stimuliraš. Ja. Še so bili neki izzivi, a ne? Ja, zdaj lahko povem, da to je moj prvi izziv Pikachu, ko sem šel izven svojega okvirja in s tem nekako sem tudi sprejel, da mogoče bi pa lahko več sebe pokazal pa dal otrokom, a ne? Ker vedo, da sem ljubitelj Pokemonov in tudi kasneje sem se oblikal v Samoroga in ponovno je šel za izziv, programerski izziv. Hkrati pa tudi želim presenetiti, ker se mi zdi, da če predavam ali pa pokažem neko znanje vsako leto isto, se bom tudi začel dolgočasiti, ne samo otroka, ne. No in ja, eno leto sem tudi uporabil umetno inteligenco, da sem pel, preden Se spomnim? je bil prvi šolski dan in s tem pokazal, kaj že zmore tehnologija toliko let nazaj, preden je bil ChatGPT popularen, ne. In res tako, mislim, rad grem izven okvirjev, ampak mogoče mi ljudje ne bodo verjeli, ampak vsakič vam treba, preden stisnem objavi, ker vedno imam v ozadju, kaj bodo pa rekli. No, ampak saj vedno je, ne? Zelo mešani vtisi so, kot Seveda si tudi so, rekel v šoli, ne? ja. Eni so to sprejeli zelo zabavno, eni mogoče z masko, pa so si mislili svoje, eni so celo mogoče povedali, Tako da je, ko se pa greš, ne? Ja. Ampak nek wow efekt je bil dosežen, ne? Seveda, ja. Pa predvsem to, da dijaki vidijo, ne? Ker jaz sem tudi veliko dijakov, ki so introvertirani, ki imajo govorno napako, disleksijo, tudi avtističen spekter, ne? In se mi zdi, da če oni to premorejo in če zmorejo se javno izpostaviti, tudi predavati na konferenci TRI, ki jo imamo na šoli, potem sem tudi nekaj jim dal za boljše življenje. Kajti najlažje se je zapirati v nek mehurček v resnici, ne pa sprejeti takšnega kot si in z vsem tem, kar premoreš, potem zasijati na odru. Kako bi rekel, da se te generacije zdaj, 13 let si v šoli, da se spreminjajo? Verjetno se spreminjajo, ne? Se, tako bom rekel, občutek imam, da so to zdaj hiper generacije. Že takrat, ko sem prišel na šolo, so nekako čutili potrebo, da mi marsikaj zaupajo, zdaj pa še posebno. Tudi včasih ne vedo, kaj je dobro, da slišim, pa kaj ne, tako da res. Se pravi, teh intro ni več toliko veliko. Ne, so introvertirani, ampak se mi zdi, da v razredu se počutijo sprejetega, bodisi z moje strani ali pa sošolcev, ne. In to se mi zdi zelo pomembno, da so varni. Ker takoj, ko gredo ven iz učilnice, so nazaj zelo tiho So in tako spet naprej. treba čez vodo skakati. Ja, se pa tudi kdaj zgodi, da tako kak fant ali pa dekle, ampak večinoma bolj fantovsko šolo, ne, tako tiho kot miška čaka do konca ure, potem pa počaka, da grejo vsi ven, potem ima pa celo zgodbo zapovedati, kaj se je zgodilo za vikend. Tako da to se mi zgodi. Tako da včasih tudi pavze nimam. Se pravi, se zaupajo, povejo, se ti zdi bistvena razlika od prejšnjih generacij mogoče? Ja, absolutno to, pa da so še bolj izpostavljeni spletnemu nasilju. In da moramo kot učitelji biti zelo pozorni, čeprav je to zelo težko, ker to se dogaja po šoli ali pa med odmori, ne? Ampak tega je vedno več in tudi ta tehnologija, ki je lahko povzroča ogromno škodo, za kar sem hvaležen, da jaz kot otrok sem bil prikrajšan. Ampak tukaj so res taki izzivi in hvala Bogu, dijaki včasih tako dobro namerno se pohecajo, kaj so naredili, potem pa naredim jaz lekcijo, ne? Sicer hitro potem vidijo, aha, to pa ni bilo dobro, ne? Ampak oni pa mislijo, da bojo s tem pokazali, kako so kreativni, ko enega sošolca oblečejo v ženska oblačila in tako naprej, ne? Ne razmišljajo o posledicah, Seveda ne. Tudi Ne. v teh letih nekako Tako. še nimajo te sposobnosti, ne? Ne. Mislim, šele kasneje tudi prefrontalni korteks se jim razvija, ne? Tako da nekaj jim moramo upravičiti, ampak naša naloga je, da opozorimo in tudi starši. Ampak dejstvo je, da včasih mi sploh ne vemo, kaj se dogaja, ne? A se ti zdi, da je to spletno nasilje, ki si ga omenil, da govorimo o spletnem nasilju znotraj nekega razreda družbe ali tudi izven, tam, kjer sploh ne poznaš druge osebe oziroma kdo je zadaj? Povsod se dogaja, vsakomur se zgodi, sploh če si malo izpostavljen. Pa tudi recimo vsa ta socialna omrežja, ki jih dijaki uporabljajo, recimo TikTok, Snapchat in tako naprej. V teh omrežjih niso samo sošolci ali pa prijatelji, ampak zelo hitro tudi ljudje z drugega konca Slovenije, ne. Ali sveta. Tudi, absolutno. In prehitro je ta omrežje nekako postal omrežje trolov, ki komaj čakajo, da nekaj grdega napišejo, zasmehujejo, ne, in nezavedno povzročajo škodo otroku. Tudi, da nekako samozavest pade.
In se mi zdi, da ravno ta omrežja so zdaj odprla pas. Včasih se je zgodilo nasilje fizično predvsem na vasi in je ostalo na vasi in potem, ko si šel v srednjo šolo... Zelo hitro se je lociralo to, ne? Tako, ampak ko si zapustil recimo osnovno šolo, si šel v drugo regijo ali pa drugo občino, ne, si lahko začel od začetka. Danes pa težko začneš od začetka, ker si pustil neko digitalno sled, ki pa ni nujno, da si bil ti kriv za to sled. Pa se ti zdi, da so pa obenem bolj prepoznavajo to spletno nasilje, kot so ga prejšnje generacije, da to zdaj že kar te vidijo. Recimo zadnjič sem poslušala, da tudi mladi vse manj so v resnici na TikToku, na tem, recimo mi smo generacija na Facebooku z imenom, s priimkom, vizitko, vse, oni pa že nič več. A je nickname, slika ni prava, tako. Ja, to sem opazil, tudi nekateri zavestno ne uporabljajo določene aplikacije, nekateri zavestno ne uporabljajo aplikacije, ki imajo naše podatke, ki si shranjujejo, tako da nekateri dijaki so zelo ozaveščeni, bolj kot mi starejši in ogromno dajo na to, ker nas zadnje ogromno berejo, tudi informacije jih dosežejo zunaj naših meja, ne. Mi smo bili bolj kot ne vezani na naše lokalne medije ali pa nacionalne in dejansko se mi zdi, da so lahko bolj ozaveščeni, bi morali jih več vprašati, zakaj nekaj nimajo. Ne? In tudi, recimo, prva leta sem imel jaz na Facebooku skupine in so notri bili dijaki in sem jim tam obveščal, ampak skoraj da ni več dijaka na Facebooku. Tako da potem to je omrežje za nas stare, a ne? Ja. Tako da potem uporabljam Discord, kjer pa je omrežje za mlade, ki ga tudi uporabljajo za računalniške igre v resnici. Zato, da se med seboj povežejo, potem klepetajo, tudi celo govorijo med igro in tako naprej. Se ti zdi Discord najbolj uporabljen trenutno, Snapchat, kaj uporabljajo bolj? Zdaj, če govoriva za svet igranja igrc, pa tako, da so v stiku, je Discord po moje številka 1. Zdaj pa, če govoriva pa kot socialno omrežje, pa zagotovo Snapchat pa TikTok na prvem mestu. Med tvojimi dijaki. Ja. Facebook vse manj, kot si rekel? Vse manj, zelo malo Instagrama. TikTok v tujini je v porastu, recimo Instagram, tudi med mladimi, ne? Ja, dokler nam bojo starši prišli. Ja, okej. Ker mladina se vedno umika, ne. Kaj pa tako, Telegram, Reddit, te ostale, LinkedIn, a to že kaj uporabljajo? LinkedIn je v bistvu jih jaz navajam, ker tudi sam povem, da sem prisoten, pa tudi povem, da na takšen način me ljudje opazijo, da potem tudi grem ali po šolah ali pa po različnih organizacijah predavati. In dejansko jim potem rečem 3., 4. letnik, naj ga začnejo graditi, naj si pišejo, ker nekateri postanejo inovatorji že v 1. letniku. In zakaj ne bi že sproti si gradili ta digitalni življenjepis? Jaz recimo ga uporabljam od samega začetka, ampak vmes se mi zdi kar zamrl med ljudmi. Zdaj pa zadnje 3 leta se mi pa zdi, da je ponovno zaživel. Jaz tudi mislim, da v zadnjem času tudi isto opažam. Ja. Je pa res, da vmes je bila tudi neka poplava nekih novih ali pa poskusov nekih omrežij. Tudi mi smo recimo za Zon bili v dilemi, kaj vse ne moreš delati. Ne? Boljše, da si nekje aktiven, kot pa da imaš 7 različnih lokacij, pa vse nekaj napol. In si zelo veliko krat v dilemi, kaj. Ne? Recimo Facebook je v naši regiji še vedno, po moje, number one, kakorkoli obrnemo. Instagram je tako, ne, TikTok je pa ful v porastu, ne. In tam dosežemo mlade. Ja. Jaz recimo ga zavestno ne uporabljam, ravno zato, ker temelji na tem, da nas reprogramira. Torej, on je tako zasnovan, torej orodje z algoritmi, da čim več gledamo, čim več ustrajamo na nekem mehurčku in hkrati se lahko hitro zaciklamo. Kajti, če se zaciklamo, lahko zelo hitro dobimo samo tiste informacije, ki nas zadržujejo in če smo samo v nekem mehurčku, potem ne bomo slišali drugega mnenja. In se mi zdi, da smo ravno v nekem obdobju, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu, ker zelo hitro gremo samo na eno ali pa drugo stran. V resnici bi pa morali biti bolj zvedavi, pa bolj odprti. Malo širšo, malo širine. Tako je. Ampak recimo TikTok nas pa ravno v mehurček tlači. In zelo hitro lahko dobimo samo eno tudi resnico. Nam zelo lansira stvari, Seveda. ki on predvideva in Tako. zelo ene in iste, Ja, zelo res je. enoznačne. Ja. No, se tudi Facebook algoritmi so Ja, po mojem mnenju vse absolutno. slabši, a ne? Ja. Ampak ja. Recimo, kaj pa čas, digitalni čas, ki ga otroci danes imajo? A je, so srednješolci že tisti, ki znajo prav čas odložiti pa reči, danes sem bil pa preveč, ali tudi jih še tako potegne?
jaz vem, recimo TikTok je prav narejen na ta način, to si rekel, čim daljši čas. Ja. Nimajo občutka, on reče 5 minut, bil je 2 ure gor. Ali, Ja. ne? Ja. Recimo, zanimivo bo to, kar mene dijaki vprašajo, koliko imam screen time oziroma časa za Koliko si ga telefonom. daš, Tako, ja. ja. In jaz jim povem, da imam od pol ure do 1 uro na teden. Ne, ker res ne uporabljam ogromno. Ampak to telefona zdaj govorimo. Telefona, ja. Računalnik je to nekaj drugega. Ja. Ampak nisem bitje telefona, ne. In so v šoku, ker oni imajo pa po 8-10 ur. In recimo v Discordu, ker to isto uporabljam, tudi dijaki ne vedo, ker nekateri ne izključijo, da jaz vidim, koliko časa igrajo kakšno igrico. In jo imajo tudi po 20 ur neprekinjeno odprto. Ne, tako da... Kar je pa že malo strašljivo. No? Ja, zelo, Ja. zelo. A ne, in nimajo nekih meja, zdaj pa nekateri zavestno se tega lotijo, včasih pa morajo starši postaviti meje. A ne. Res pa je, da so dijaki, se zdaj bojo jezni na mene, ampak vse raj povem dobronamerno, da starši jim vzamejo telefone, ampak potem od svojega sovrstnika kupijo star telefon po ceni in imajo še vedno naprej igrajo igrice. In starši sploh ne vedo, da ima otrok 2 telefona. Mislim, vse se znajde, no. Jaz Ja. tudi imam najstnika in Ja. tudi je že izumil, kako Family Link obit, ne, ker se mi zdaj, da sem Ja, ja, najbolj ja. pametna, ampak to je bilo Ja. tako zelo na preprost način narejen. In en kup stvari v bistvu, po eni strani občudujem to, da so našli bližnjo, ker tudi znajdice je treba. Absolutno, ja. Ampak mi starši pa tudi imamo tukaj kar težavo, Ja, ne? res je, Je treba res kar je. spremljati, se znajditi, pa s tem, da jaz imam vse za mičken digitalno pismeno, ne? Verjamem pa, da en kup jih pa ni, pa res težava, ne? Ja, res je. Res je. Jaz včasih rečem, da naj kar routerji sklopijo po noči, ne. Ker največje bitke se v igricah se dogajajo po noči, a ne. A mobilni podatki niso dosti močni? Ja, ne, ker itak pač se lahko zakup nek račun, a ne. Aha, ok. Ja, pa pol samo Wi-Fi v bistvu rešuje lahko. Tako da, ja, včasih tudi podatki ja, imajo marsikaj, ampak jaz mislim, da je napaka predvsem to, da bi morali mi imeti za mladino svoj telefon. A ne? Recimo, ko sem bil na Japonskem, sem videl, kako imajo otroci neko svojo različico mobitela Ja? in so tudi aplikacije zelo, zelo podobne temu, kot imajo odrasli, samo drugače izgledajo in so omejene. In zdaj, A, če bi res? mi imeli, res, in če bi mi imeli telefone za otroke in tudi podobne aplikacije, seveda premišljeno narejene, zato da otrok ni odvisen in tako naprej, bi bilo povsem drugače. Danes Ampak- pa kupimo zelo konkretne mašine otrokov. Mašine, dobro si to rekel, Ja, ja, to niso mašine. več telefoni, Ja, a ne. ja. Ampak jaz mislim, da tukaj mi potrebujemo najprej vzgojo staršev, potem otrok. Tudi, ja. Ki se sploh ne zavedajo, koliko ur. In jaz mislim, da ni samo izklopiti router, ampak enostavno postaviti avtoriteto pa reči Seveda. ne, mislim, Seveda. tako. Ja. Tudi starši ima stik, ne? Zdaj, če smo že Tudi. pri starših, ne Ja. samo z otroki. Kaj pa starši, a se tudi spreminjajo skozi leta, a imajo kako posebnost te nove generacije staršev? Ja, da bi ravno opazil neke hude spremembe, ne. Naj povem, da imam zelo dobre izkušnje s starši, to čisto iskreno mislim. Se ne vtikujejo v moje delo, seveda pridejo vprašati, zakaj takšna ocena, ali bo še kakšno Kar je tudi popravljanje in prav, tako a ne? naprej. Absolutno. Se mi pa zdi, da se vedno pogosto pa dogaja, da pridejo po nasvete, kako vzgajati otroka. In jaz vedno povem, da jaz otrok nimam, ne, ampak oni nekako vidijo, da se njihov otrok meni zaupa, da mi marsikaj pove, oni pa niso tako blizu prišli k svojemu otroku. Ne? In potem je včasih smešno, da moram jaz staršem dati nasvete, kako sem jaz ga pritegnil, da se z mano pogovarja. Ampak mogoče pa glih zato, ker nisi obremenjen s starševstvom, Možno. imaš neko drugačno vizijo pa vidik tega, ne? Možno. Pa nisi obremenjen s tem, a bo to jedel ali on tebi vse in ti razmišljaš samo o neki čustveni plati pa o znanju, a ne? In je mogoče res lažje videti, Možno. ne? Možno. Je pa tudi tako, včasih se mi zgodi, da prija kakšna mama pa reče, kako sem jaz vesela, da bo moj otrok končno dobil očeta. Jaz ko prosim. To je pa kar malo tako. A ne, ampak pol, Neko recimo, moško figuro verjetno misli, Točno ne? to, ja. Očetovsko figuro, ne, in tudi zdaj, ko bolj berem te knjige, pedagoške knjige, dejansko lahko tudi moški učitelj ali pa recimo stari oče ali pa stric, torej od mame brat, lahko opravlja to vlogo, če mogoče oče ni prisoten zaradi različnih seveda pač zadev oziroma okoliščin. Tako da, ampak ko sem prvič to slišal, sem bil kar v šoku. Verjamem, kaj to ja. pomeni, ali pač
smiselna ženitev, ali kaj bo. Ja. Ampak potem si malo širše pogledal, seveda, pa si seveda, tudi. Zanimive prigode. Kakšna je pa recimo najbolj taka zabavna prigoda s starši ali pa z otroki? Imaš kako? Ja, teh je veliko. Moram sicer premisliti, da ne bo zdaj tako, Da ne bo kaj narobe, a ne? Ja, no, kaj narobe. Velikokrat se zgodi. Se pravi, včasih je tudi tako, da jaz vem, da moram odreagirati zelo resno, a ne, ampak v noter se pa zelo smejim, ne, ker je marsikaj, sploh glede ljubezni, se vem, prva To sem zdaj generacija. hotela vprašati, kakšne so ljubezenske prišli- mogoče. Ja, v bistvu prve ljubezni so se zgodile in smo imeli neko dijakinjo, v katero je bilo več fantov zainteresiranih, a ne. Izbire pač veliko Tako, ni. ja, tako. No in potem so vsi v istem času trpeli in niso Ojoj. vedeli, da so hodili k meni. In dejansko smo trikrat isti pogovor, kaj pa zdaj, ne. Prav Jaz si bil rečem, trojni agent. ja, jaz nisem pač povedal, pa ne bom izdal, Seveda, ne, ja. razumljivo. No in potem je vedno rečem, pa sej veš, ni edina, pa to, in pa reče, pa profesor, pa prva je, jaz se razumem, ne. In pa navznoter seveda se smejim, ne, ker pač sem toliko starejši, več izkušen, ampak Pa ja. veš, da ni tako hudo, da to so v bistvu take prijetne prigode. Tako, ja. Ne? Tako. No, zdaj pa mogoče še taka zanimivost, kot povezana z dijaki, pa je to, da ko sem šel prvič z dijaki mojimi, s katerimi sem zdaj razrednik v Ljubljano, sem Trboveljčanom, Hrasenčanom, Zagorjanom razložil, kje bom bil na vlaku, ker zdaj potujemo z vlakom, ker so seveda vožnje z avtobusi izredno drage. No in potem vsem povem, kako in kaj, razen Litijanom, ker meni se zdi logično, da Litijani pa vejo, kako se potuje z vlakom, če vsak dan se vozijo z njim, ne. No in gremo v Ljubljano, vedeli smo, ob katerem vlaku gremo, in ko smo bili že ravno v Litiji, dobim SMS, profesor, mi smo pri napačnem vlaku. A ne? Rečem, ok, pa jim napišem, v redu, kar ostanite, ne. In seveda niso ostali na vlaku. No in potem smo v Jevnici, in jaz vidim, vlak že odpelje naprej, kako otroci ostanejo na peronu in so bili na mojem vlaku. In takrat se je meni malo ustavilo življenje, kaj pa zdaj, prvi letniki si so. odgovoren, ne? Seveda, bil je oktober, kar pomeni, da komaj en mesec jih poznam. In tako naprej. In potem so mi pisali, da pridejo z naslednjim, ki bo čez 20 minut, seveda tega vlaka ni bilo. Potem sem še Čar pol ure slovenskih čakal. železnic, a ne? Tako, in 1 uro sem jih čakal v Ljubljani na peronu, da so prišli. Seveda vsi celi, kar je super. Ampak kar je pa najbolj žalostno, pa to, da se mi še dvakrat to zgodilo kasneje. Vsako leto enkrat so dijaki zgrešili vlak. Tako da vsako Mogoče pa to leto- zdaj že nalaž delajo, mogoče pa Kaj to. pa vem, mogoče, ampak sej pridemo pravočasno, ampak je zanimivo, ja. Ampak ko se je prvič to zgodilo, je bilo filmsko. Seveda, sploh, če je bilo res to prvi letnik, pa Ja, takoj na začetku, ne. Ja. Okej, deva se vrniti k onem ljubezenskem, tiste so mi bile Okej, zanimive, ne. Se pravi, malo psihologa, malo starševske figure oziroma neke močne, recimo moške figure, ki jo navsezadnje vsi rabimo, a ne. Kake pa so te ljubezenske prigode? Omenil si prej tudi, da v spolnem življenju kaj pokomentirajo, pa Ja, ja. povejo. A to zdaj 1 na 1 ali tako v razredu? Ne, ok, tudi da je, tudi v razredu, pa potem moram malo miriti, da vsega ni za javnost, ne. Ampak recimo, se pa tudi že zgodi, da so imeli neko nesrečo pri spolnosti, in se potem bojijo posledic. A ne, in to se je večkrat zgodilo, ne samo enkrat. In Mogoče bi tako moral še naprej. kakšna predavanja o spolnosti imeti. Jaz sem tudi že imel. Bom to malo kasneje povedal, mogoče to, da dokončam misel. In potem se skupaj z dijakom čakal, kaj se bo razpletlo, imel z njim pogovor, da pač je to njuna odločitev, če bi se spočil otrok, kaj bo se naredila in tako naprej, da naj se pogovorita in tako naprej. In starši povejo, ne, seveda starši še danes verjetno ne vejo in tako naprej, ampak v vseh primerih je potem teta prišla na obisk. In je bil rešila lažen situacijo. alarm. Ja. Prej si omenila glede predavanj o spolnosti. Imel sem eno generacijo, ki sem dal jim izziv, da lahko za 1 šolsko uro pripravim vsebine po njihovem izboru, karkoli želijo, ne. In seveda dijaki bodo testirali učitelja, kako bo reagiral ob mogoče kočljivih temah in tako naprej, in so mi dali temo spolnost. In jaz sem rekel, vi
tako me boste preverjali. Ne? In to je bilo prvo leto, ko sem bil na šoli. Sem rekel, tako me boste preverjali. No in sem si vzel čas in naredil PowerPoint, slikam in tako naprej. No in pridem v razred in pokažem prosojnico in sicer ustje in potem žarnico in se no, žarnica se privije. A ne? Prav, niso bili metuljčki, ker ni bila biologija, ne? Ja, tako. No, in zdaj, če napačno privijate in če ne upoštevate vseh pravil, se lahko zgodi pa naslednje. In pa sem pa kazal slike o spolno prenosljivih boleznih, torej kaj se na koži pozna in tako naprej. Vse, ne? In tako, in pa en reče dijak, profesor, pa danes bom jaz šel k punci zvečer. Torej previdno. Ne? Danes se boste samo pogovarjali. In mi je bilo skoraj žal, da sem potem imel to temo. Ne? Ampak jaz sem rekel, nekaj mora biti tudi koristno za njih. Malo so te hoteli probati, pa mogoče malo spraviti. Ja, to je bilo narodno, itak. Ker dijaki testirajo. No in ja, potem so dobili neko lekcijo za eno šolsko uro. Ja, super. Rekel si, dijaki testirajo. Otroci načeloma živijo za to, da grejo čez meje, a ne? Tako. Kakšne meje pa pri tebi preizkušajo, recimo? Ja, zagotovo kako potrpežljivost, potem zagotovo danes pa ne bi imeli razredne ure, takšne zadeve, ker pač načeloma dosti hitro ugodim, sploh mojemu razredu, a ne? Ampak včasih pa rečem, ne, zdaj pa ne. Ne? Ja, zakaj pa ne? Ali pa ne vem, blazno hitro bi šli k malici, tako je kak kebab ali pa burek, ampak je tašnega, ne? Pa rečem, da ne. In pa preizkušajo, ja, pa vsi lahko grejo prej, ja, ne, da grete, ne. Take zadeve. Vejo pa, da ko pa jaz malo glas spremenim, pa ko se zresnem, pa... Zdaj gre pa zares. Ja. Se pravi, rekel si, prej strog, si pa tudi popustljiv, tam, kjer oceniš, da... Ja. Se pravi, tam lahko pokažeš svojo mehkost oziroma, da si dostopen, ne? Ja. Pa tudi mislim, da kot učitelj jih zanimamo, kakšni smo kot ljudje, kaj so naše hobiji, kako smo mi odraščali, kako sem se učil, to jih blazno zanima. In potem da postaneš človek, ne samo tam učitelj, ampak da si res nekdo. Ja. Ker oni iščejo neke vzorce, pa ne vključno kot mene, kot idola, ampak pri različnih odraslih, da potem najdejo pravo pot. Ker ne znajo se odločati, sploh zdaj imamo hiperprodukcijo informacij. Jaz se spomnim, da ko sem se odločal za srednjo šolo ali faks, jaz sploh nisem poznal vse možnosti, ki so, samo tiste, ki so bile večinoma vezane na Zasavje. Ampak danes pa, ker imamo splet, lahko brez težav. In to zelo na hitro vse najdejo. Tako, je pa preveč možnosti, ne? In potem ne vedo, kam bi šli, ali pa mogoče kateremu hobiju bi se posvetili. Pol včasih tudi dijaki ugotavljajo, da niso več tako entuzijasti glede športa, ker so bili vrhunski športniki, pol ne znajo skomunicirati s trenerji, starši in se pozna. Pa te kdaj mogoče skrbi, da bo kak tvoj nasvet, sploh recimo mogoče to za odločanje naprej ali za fakulteto, tako, ker dajo, ima neko težo, ti zaupajo, pa jim boš svetoval narobe? Ja, velikrat. Sploh glede povezave s fakulteto, sem že velikrat dijakom svetoval, kje, koga vidim, na kakšen način, ampak vedno nekako predstavim več alternativ. Mogoče zato, da sebe razbremenim te odgovornosti, ampak včasih dijak... Ker se vedeževalec nisi, ne moreš vedeti, kaj je. Seveda ne. Ampak sem imel primer dijaka, ki je želel iti na družboslovje, jaz sem pa ga zaznal kot odličnega računalničarja in naravoslovca. Ampak on je bil dosti odprt v smislu, v katero smer družboslovja bi šel. In sem mu rekel, kaj pa če bi ti šel, ker si želi iti na FDV, družboslovno informatiko. Torej še vedno je družboslovje. Neka kombinacija. Tako, pardon, istočasno pa še vedno diši po računalniku. Ja, v bistvu prava kombinacija, pa tudi se mi zdi, da s fakulteto vse si kar ne zapreš vrat za vse, ne? Je pa res fajn, da se odločiš čim bliže tistemu, kar bi želel postati. Je pa res, da potem po enem letu je prišel do mene in je hvaležen, sem rekel, okej. Uspelo ti je. Ja, točno to. A jih veliko pride, pa se vrne, pa reče, da si jim dobro svetoval, ali pa da hvala, ker si v drugem letniku, ne vem, me malo brcnil, pa sem tole se naučil, zdaj mi pa prav pride, pa tako. Ne bom rekel, da je to res ogromno, ampak se pa zgodi vsaj nekakrat na leto, recimo me obiščejo ali pa mi pišejo in tako naprej. Ali pa včasih, ko dobim kakšen dosežek, se kakšen dijak po nekaj letih vrne in mi napiše, da nikoli ne bo pozabil, da se je zgodilo to in to. Tako da mi pišejo. Včasih pa spontano dijake srečam, bodisi v kakih instituciji, sploh ne bi pričakoval, da bo tam.
In tisto, da mi pomaha ali pa da želi z mano govoriti, je lepa nagrada, da sem nekaj dobrega pustil. Kajti zelo hitro bi se lahko okoli obrnil pa naredil neumnega, da pač me ne pozna. Ker zdaj bi lahko, a ne? Seveda, Ja, seveda. ja. Obletnice se udeležuješ? Te povabijo? Na nobeno me še niso povabili obletnico uradno, Aha. so pa že imeli srečanja s sošolcev, tako da grem, ja. Lepo. Hkrati pa tudi se nisem toliko starejši od njih, kljub temu, da je 10 let, ampak ja, še vedno se mi zdi, da imamo neki tem, da bi se lahko brez težav pogovarjali. Ok, učitelj. Poleg tega, da si učitelj, pa še en kup drugih stvari počneš, sicer vse so nekako povezane s to digitalizacijo, umetno inteligenco, pa tudi z otroki oziroma z učenci. Res je. Pa odkje ti pa ta energija, ne? Marsikdo učitelj reče, joj, nam je tukaj, mi bi rabili beneficiran staž, še tistih, ne vem, 5-6 ur je preveč, pa toliko dela doma, ampak ti delaš še ful poleg tega, ne? Ja, jaz tako rečem, sem radovedno bitje in me to zanima. In jaz nekako verjamem v pregovor, več znaš, več veljaš in imam neko potrebo po nenehnem učenju. In zato, ker se nenehno učim, tudi želim, da moji dijaki se učijo in da vidijo, da v bistvu učenje ni samo pri pouku, ampak je to vse življenjski proces. In da svet se bo spreminjal, tehnologija se bo spreminjala, družba se bo spreminjala in da če ne bomo poznali naše zgodovine, niti našega okolja, se bomo težko znali odločati, ko bo naša odločitev zelo pomembna. Ne? In zato se mi zdi pomembno, hkrati pa tudi, meni se zdi, da če učitelj vlaga v otroke, to največ, kar lahko naredi. Ne? Sej se ne obrestuje, pri plači se to ne pozna, tudi družbeno učiteljski poklic ni uveljavljen. Ampak Ni več tako, ja. po drugi strani pa nekako vidim, da vse te uspehe, ki jih nekako žanjem, so tudi posledica pogovorov z dijaki. Včasih dijak da kakšen kontakt nekomu za kakšen projekt in tako naprej, tako da je včasih res neverjetno, kakšen doseg imamo kot učitelji. Hkrati pa jaz vedno rečem, da pri teh projektih nekako negujem otroka v sebi. Ker meni se zdi, da moram meni biti zabavno, da moram imeti veselje, pa da sem dobre volje, ko grem v razred. Seveda vedno ne grem, a ne, razumljivo. In tudi dijaki to hitro zaznajo, da sem slabe volje. Ljudi vprašajo, zakaj tako. Vsak dan me dijaki vprašajo, kako sem, tako da preverijo. Temperaturo v razredu. Ja, tako. Ampak ja, zdi se mi, da je res to največ vredno, da se izobražujem, pa skupaj z njimi kot enakovreden partner v bistvu raziščem neko novo področje. Kako si pa pomagaš tiste dneve, ko nisi najboljše volje, ko nimaš prave energije, ki bi najreč rekel, dajte tole delati, pa me puste malo primer. Ja, zdaj v razredu pač težko se umakneš. Ne? Včasih tudi dijakom marsikaj povem, seveda določene zdaj, ki so vezane za službo, zadržim zase, ampak kar se pa tiče mogoče kaj zasebnega ali pa če me kaj tare, pa jim povem. Da razumejo. Zelo razumejo. In tudi recimo, ko sem kdaj bil bolehen, ko so videli, da sem že bolj nizko z baterijo, so hitro rekli, profesor, danes pa niste dobre volje, ne? Pa sem pač povedal, ja, me glava boli, slabo sem spal po noč, sploh v lunah slabo spim. In je bila ena generacija, je rekla, profesor, ampak se mi bomo čisto danes pridem, bomo pomagali. In dejansko so, res razumejo. Samo priložnosti mi je treba dati. Točno to. In tudi jaz sem zagovornik tega, da ne gremo takoj nekaj s prepovedjo, ampak dajmo otroku priložnost. Ne? In tudi velikim zaupam, brez težav pustim osebne stvari na katedru in vem, da ne bojo se dotaknili, ker jim zaupam. In mislim, da moramo dati mladini priložnost. Kajti s tem, ko vidijo, da jim nekdo zaupa, potem bojo tudi upravičili to. Ne? Takoj, ko bojo Pomembno se jim bo to zdelo, če ne pa pač na to ne bojo dali sploh pozornosti. Ne? Ja. Kaj pa je projekt, ki se ga zdaj lotevaš, izvenšolski zdaj, oziroma poleg šolski? Ja, izvenšolski zagotovo me zanima razvoj otroka, kako se lahko tudi jaz kot učitelj vplivam. Predvsem si želim, da bi še bolj zrastel v vlogi razrednika, da bi dal še več, sploh 1-na-1 pogovorov, ker se mi zdi, da bi moral čisto vsak učenec imeti enega učitelja na šoli, ki bi bil vedno na voljo kot neke vrste coach. Zaupnik njegov. Ja, in si ga otrok sam zbere, ne učitelj otroka, seveda. Seveda na šoli imam tudi različne projekte, tudi na področju kemije in umetne inteligence, nekaj razvijamo, običajno raje sem tiho, pa pokažem, pa presenetim. Pa tudi recimo letos imam kar nekaj takih družbeno koristnih projektov, upam, da bojo
tudi zelo hitro bili realizirani, da bom potem mogoče vas tudi obvestil, kaj vse so dijaki naredili pri pouku umetne inteligence. Ker sem želel v bistvu razviti nekaj drugačnega, da toliko ne samo zgradimo nek model, ampak ker imamo tudi generativno umetno inteligenco, torej tudi programira na mesto nas, so dijaki naredili res take zanimive izzive, da izboljšajo vsak dan tudi za ljudi s posebnim potrebam. Se pravi, še nekaj od dobrobit družbi. Tako, ne? ja, tako. Tudi umetna inteligenca v resnici v medicini in tako je Absolutno. lahko zelo, zelo koristna. Ja. Ne? Recimo tudi pred leti, ko ste poročali o slikanju z mislimi, smo se povezali z docentom Blažem Koritnikom, ki je želel tudi to poskusiti na pacientih, ki imajo živci težave, torej živčne obolevanja. Signale iz možganov ni do. Tako. Sicer je prišel COVID, ampak vse tisto, kar nekako deluje pri nas, se samo igrajo v resnici, je zelo aplikativno tudi na področju medicine, posebnih potreb ali pa drugega družbenega vpliva. Pa sploh ne vidimo tega. Točno to, ja. Meni je zanimivo, mnogo včasih reče, jaz umetne inteligence sploh ne uporabljam. Pa ga vprašam, imaš telefon? Ja. Imam. Imaš robotski sesalci? Ja, imam. Pa še ne 5 stvari, pa še ura, ne vem, karkoli. Ja. Pa smo takoj našteli. Hladilnik, že hladilniki, marsikaj, ne? Pa smo kar našteli, da je tega. Ne? Ok, Uroš, si pa poleg svojega učiteljskega, pa tega tudi družinsko drevo si se lotil. Res je, ja, res je. In to tako kar pošteno. Koliko let nazaj si šel? Zdaj, če gledam samo mojo generacijo, sem šel 1610, sem prišel nazaj, tako da so nekatere veje res ogromne in košate. Koliko časa si zbiral to? V resnici mogoče 1 mesec, mogoče manj, zato ker sem na poti raziskovanja srečal mojo učiteljico iz osnovne šole gospodinjstva, Nado Brezovar, ki je 8 let popisovala vse zagorske župnije. To je kar nekaj župnij in te knjige tudi prepisovala, torej ogromno podatkov. No in ko sem postal ljubiteljski rodoslovec, me je en gospod povezal z gospo, ki je pa celo Zasavje popisala in zagotovo tudi mene. No in mi pove za to gospo in rečem, pa to je moja učiteljica in mi pišem. No in potem sem povedal moje podatke, raziskal sem, mislim, takrat do 3-krat prastaršev. Torej nekaj sem raziskal, ampak potem po obeh linijah? Tako, ja. Potem se je pa celotna zadeva kar odprla, kajti imela je za, recimo, moj priimek Odcepek do 1600 popisan, ali pa Vozelj in tako naprej. To je pa res wow, ne? Res, res. Potem pa sem seveda še naprej raziskoval. Pa je imela v digitalni obliki ona že to? Ja, ampak ni znala to pretvoriti v družinsko drevo, da bi bilo vizualno zanimivo, pa da bi lahko potem tudi objavila na splet. Torej je že uporabljala programe. Takrat so tudi naredili, mislim, da na občini Zagorje, novinarsko konferenco in so objavili sicer PDF 2 priimkov Vozlja pa Drnovška. Kajti takrat smo tudi imeli obeleženje pokojnega predsednika države, njegove smrti ali pa rojstva, nisem prepričan, kateri dogodek je bil takrat. No in so to družinsko drevo objavili in tudi seveda povezali z Drnovškom to drevo. Potem pa seveda, ker sem programer, sem zadevo digitaliziral in naredil spletno drevo. Takrat je imelo približno 100 000 posameznikov, danes imamo že blizu 350 000 posameznikov. In sem že tudi ga preimenoval, zdaj ima čisto svežo podobo, samo nisem še obveščal medije, tako da ste prvi. Super, ekskluziva, to imam najrajši. Je drugače vizualiziran in smo ga kar že preimenovali Družinsko drevo Slovenije, zasavskimi koreninami v slovensko krošnjo, oziroma zagorskimi. Zato, ker dejansko je bilo to najprej zagorsko drevo, zdaj pa je tudi ogromno rodoslovcev dalo svoje podatke in imamo Slovenijo že kar pokrito. V bistvu. Ja, tako. Ampak seveda še ogromno podatkov bi potrebovali, bi vsak dobil svoje drevo. Pa še, saj je še časa, ne? Ja, absolutno. Kaj še lahko kje pričakujemo od tebe? Vedno imaš kaj v rokavu in nekako hočem povleči, da mi boš kaj zaupal še. Ja, jeseni bom skupaj z Nino Jelen, učiteljico leta 2021, zagorska učiteljica, ki uči v osnovni šoli, bo izdala 2 knjigi. Bosta bolj mladostniški, za otroke 2. triade. Sicer gre za bolj fantazijsko knjigo, ampak v ozadju bo otrok dobil na nek nezavedni ravni tudi veščine z področja socialnega življenja, kako družbi pomagati, pa tudi digitalnih kompetenc. Sicer je res zavito v neko zgodbo, notri bo tudi dnevnik dobrih del,
kako pomagati doma, potem starostnikom, ljudem s posebnimi potrebam, tako da tudi to nagovarjava. Ena knjiga bo seveda bolj leposlovna in upam, da bo dobro sprejeta, da bodo še 4 dela prišla, ker se bo res veliko zgodilo. Ta druga knjiga pa je bolj narejena za učitelje, kajti s temi zgodbicami lahko tudi nagovorijo razredne ure in se potem pogovarjajo o drugačnosti. Zgodbe za prebiti let mogoče. Tako, postaviti razredna pravila in tako naprej. Tako da v bistvu gre res za neko didaktičen pristop. Res je, da je fantazijski svet, lahko pa povem, da sva midva z njo noro uživala. Dobila sva se enkrat v eni izmed trboveljskih restauracij. Bila sva povabljena na sejem digitalne pismenosti, ki ga je organiziralo Ministrstvo za digitalno preobrazbo. No in dobila sva navodilo, da moramo narediti neko predavanje za učence osnovne šole. No in ker midva ne znamo biti drugače kot odštekana, sva oblikovala svet Ninukijev. To so ta bitja Uki pa Nina, torej Ninuki. Razumela, in planet Nuki je tudi, kjer živijo Ninuki. No in potem sva to spremenila v predstavo za otroke. No, in potem v Celju tudi to odigrala, ampak 5 minut pred začetkom tega dogodka mi je pogledala publiko in noter ni bilo učencev. Bili so dijaki in to večinoma sami fantje. Kar je precej drugačna publika, a ne? Tako, midva sva pa gor skakala, jaz celo sem padel na kolena, plesala sva, kape sva imela tiste vesoljske in tako naprej. Ampak fantje so poslušali. Ne? Sicer potem je prišla predstavnica ministrstva, pa voditelj do naju in seveda so čestitali in tako naprej za odštekenost. Ampak so rekli, veste, mogoče pa tole ni bilo za to publiko, ne? Pa tako rečemo, bežte, ali ste rekli, da bojo učenci, ne? In tako naprej. Ampak za naju je bil to uspeh, predvsem pa zato, ker sem jaz Nini rekel, fantje so spremljali, niso klepetali, niso bili na telefonu. Ker ni lahko dobiti pozornost. Tako, niso plesali z nama, absolutno ne. Eni so malo tako potiho. Z eno nogo tako, ampak ne smejo priznati, da je bilo okej. Ampak ni bilo kravala, ker jaz vem, da če dijakom nekaj ne paše, to zelo jasno pokažejo. Tako da jaz rečem, da to je bil uspeh, kljub temu, da mogoče res niso bila za to populacijo. No, in potem sva želela to zgodbo pretvoriti tudi v knjigo, da nekaj dava najprej seveda Zasavju, ampak ker naju je nacionalna založba kontaktirala, sva rekla, pa deva to slovenskim otrokom, kajti teh vsebin na žalost ni v šolstvu, pa bi morale biti. Sicer pa si, če se ne motim, ljubitelj znanstvene fantastike, Absolutno. nadnaravnih biti in tako. No, povej, kdo je pa še Uroš tako sicer? Ja, absolutno spremljam vse, kar je povezano z Vojno zvezd, tudi Marvelove filme, čeprav včasih ne nujno vse serije, ker čas zmanjka, ne. Pa vse več je teh delov, a ne? Ja. Pa tudi recimo Stranger Things sem pogledal vse epizode. Zdaj poleti grem z bratom in prijateljico na Islandijo in bom šel tudi slab obiskat, ker je bil zadnja scena. In tudi recimo gledal sem Igro prestolov. In potem, ko sem bil z dijaki v Španiji 2 tedna in zjutraj so dijaki bili pri delodajalcu in jaz sem bil takrat prost, popoldne sem jih varoval in z njimi tudi hodil po različnih aktivnostih. No, takrat, ko sem imel pa čas zase, sem pa obiskal lokacije, kjer so snimali Igro prestolov v Sevilji. Tako da zelo rad potujem, raziskujem, pa tudi rad sem v nekem znanstvenem svetu, ker včasih mi ravno to da, znanstveno-fantastičen svetu, ker mi to da idejo. In tudi recimo slikanje z mislimi, ko smo naredili, bi kdo rekel, pa to je futuristično, ampak je izvedljivo, ne? In potem takšne opcije zelo hitro ugotovimo, da bi lahko realizirali in zdaj recimo, ko smo tudi povezali to kapo simulatorjem letenja, virtualnimi očali, v resnici smo naredili neke vrste matrico, ampak če bom jaz kot učitelj dijakom povedal, kaj je dobro in kaj ne, potem mi ne bomo v tej matrici živeli. Če pa jaz teh vsebin otrokom ne dam in sam pokažem, kako se naprava uporablja, pa lahko nas naprava zasužni in to prehitro. Se pravi, je treba pametno uporabljati karkoli že, Absolutno. oziroma z neko kritičnostjo in z vsem, ne. Ja. Se pravi, ja, ta svet ti je, vsakič, ko še nekaj poveš, se še nekaj spomniš, kaj vse si naredil, ne, pa kaj vse se je zgodilo. Kaj pa tako, Zasavje, si patriot? Absolutno sem patriot. Sicer, ko me kdo vpraša, iz kje prihajam, imam vedno zagato povedati, iz kje sem.
Ker prve 2 leti pa pol sem Malo živel pol, a ne? v Hrastniku. Aha. Potem, ko sem 3 leta, 4 dopolnil, sem prišel v Zagorje, živel 25 let, zdaj pa 10 let že v Trbovljah živim. Tako jaz vedno rečem, Ampak pa si sem iz čisti Zasavja. Zasavc, Ja, čisti. ja. Pa tudi, ko rečem zdaj, da sem Trbovlčan in so Zagorjani jezni, rečem, ja, mami je Zagorjanka, oče je Hrastničan, torej sem Trbovlčan matematično. Tako da ja, zelo sem lokalno zavesten, tudi nekako želim prispevati, tudi ogromno dam različne projekte, ki so povezani z Zasavjem, pa tudi tisto, kar je na nacionalni ravni, želim uplesti Zasavje zraven. Recimo letos imamo Kosovelovo leto in Kosovel je zelo pomemben tudi za Zasavje. Imamo seveda ulice, ki so z njim povezane, ampak nažalost zadnja njegova javna predstavitev je bila ravno v Zagorju. Potem je seveda staknil pljučnico in Končalo se ni najboljše na koncu. Ampak je pa povezan z nami. In tako smo tudi vizualizirali nekatere njegove pesmi. Potem recimo, ko sem bil organist pa ministrant v Zagorju, imamo v zakristiji tudi Plečnikov umivalnika, in sem prišel na idejo, kaj pa če bi mi digitalno realizirali njegove skice, ki so javno objavljene na spletni strani. Jaz sem skice dal otrokom, torej mojim dijakom, in so s pomočjo umetne inteligence realizirali stvari, ki niso nikoli zaživele. In ko smo potem pogledali vse te stvaritve, smo rekli, pa to bi kamot bilo v Ljubljani, ker je zelo ljubljansko. In res zanimivo, na kakšen način lahko s tehnologijo nekaj prispevamo. Pa jaz tudi želim, da dijaki, ko delajo projekte z menoj, v resnici požene korenine. Ker s tem, ko oni nekaj naredijo ali za nek zavod, ali za ljudi v Zasavju, lahko potem, ko oni grejo študirati, nažalost še vedno nimamo ne višje šole, ne fakultete, za univerze v Zasavju. V Hrastniku še srednje šole nimamo. Žal, ja. In potem morajo, če ne poženejo korenine, se ne bodo vrnili. Oni bojo zelo hitro ali v Ljubljani, ali pa, ker so že digitalni nomadi zapustili državo. Ja. In se mi zdi zelo pomembno. In zato tudi recimo družinsko drevo predstavim dijakom, predvsem tisti, ki so Zagorjani, in povem, da skoraj zagotovo so moji sorodniki, in potem jim pokažem, da imam v vsakem razredu od 5 do 6 daljnih sorodnikov. In tudi na takšen način jim pokažem neko pripadnost. Ali pa kakšne legende jim govorim, kakšne zanimivosti, ker ne vedo. In tudi recimo, nisem samo ljubiteljski rodoslovec, ampak me tudi zanima genetika rodoslovna, in tudi povem, da sem neke vrste potomec vikingov, skitov, baltov, kijevskih Rusov in tako naprej. In ker imamo tudi dijake iz Rusije in Ukrajine, se potem tudi lažje z njimi povežem, ker sem neko stično potomec. točko. Tako ja, sicer jezika ne znam, ampak imam DNK dokaz, da me pelje tudi v njihovo državo. A si kdaj mogoče šel, kako je že tisto, daš DNK oziroma... Točno to sem dal delati. Aha, no to. Ja, točno to. In so mi pokazali, da imam približno 20% vikinške DNK, potem 30% skitske, to so bili pleme oziroma kulture na področju Črnega morja. In jaz, ko sem raziskoval ravno skite, sem se vprašal, pa kako je možno, da imam v mojem DNK-ju tako močno prisotne skite. To mora biti neka napaka, ker ko sem raziskal moje korenine, so sami slovenski priimki, oziroma mi jih smatramo kot slovenske. Ja. No in potem pa slučajno zasledim v enem časopisu nacionalnem, da so ravno pod Ocepkovim hribom, ki je v Zagorju, pa jaz nimam dedne pravice do tega hriba, našli okostje pokopanega skita. In potem sem jaz temu raziskovalcu, arheologu pisal, kako je to možno. In seveda pozabil, da smo se učili v osnovni šoli, da je skozi Slovenijo potekala jantarna pot. In potekala je skozi Zasavje, kar pomeni, da so skozi Zasavje potovali logistika, tako, lovci in trgovci in verjetno spoznali kakšna domačinka in pustili sled. In potem čez stotine in stotine let si ti... Ja. In tudi dijakom povem, mogoče bogoskrunsko, ampak sem samo 10% Slovana. In kolikor je tudi rodoslovec in je dal DNK testirati, zelo malo nas je Slovanov. Nas je bolj podobno Baltom, kijevskim Rusom, tudi vsi imamo vikinge. Zelo velike mešanic, se so bili nomadi skozi. Točno to. In isto hočem otrokom povedati, da meje so samo v glavah in v politiki, da v resnici smo vsi zmešanci, v vseh pomenih besede, in zato bi se morali bolj povezovati, pa biti bolj dobrodušni en do drugega.
Da smo si zelo blizu mogoče. Tako, Ne? Tisto, tako. kar nas pošilja daleč, nam daje tudi bližino. Točno Ne? tako. In tudi mene je Skandinavija od nekdaj zanimala. In ko smo kot šola sodelovali z Norvežani pa Islanci in ko so prišli v Slovenijo, so rekli, da ko nas pogledajo, bi brez težav rekli, da smo nekje v Skandinaviji, da zelo skandinavsko izgledamo. In takoj sem dal svoj piskrček zraven in povedal, da sem dal DNK analizirati in so tudi rekli, da jaz bi komot lahko gor živel in če ne bi odprl ust, Brez bi bili težav bi. rekli, da sem njihov, ja. In sem povedal, da recimo na Islandiji imajo celo okostja, ki so jih najdeli na arheoloških ostankih, ki imam neposreden DNK ujemek, tako da nekje na tem. No, zanimivo, kako zanimivo. Ja. Zdaj si me mogoče že prepričal, da bom še jaz to poskusila, Ja, kar, da kar. vidim, kako. Kaj je zate najboljši večer? Kokice in dober film? Kakšna dobra knjiga? Predvsem dobra knjiga. Zdaj vedno bolj se osredinjam na analogen svet, tako da analogna knjiga. Se ne malo na vračaš tablici. nazaj, ne? Ja, tako. Ker jaz sem vedno ogromno bral, ampak zadnja leta, oziroma če ne govorimo zadnji 2 leti, znanstvene članke, priročnike in tako naprej, ne pa knjige, leposlovne knjige. Tako da zdaj berem res veliko knjig, pa tudi poezije me zanimajo. Pa mogoče kot zanimivost, kupil sem si gramofon in na gramofonu poslušam glasbo. Torej Pa si imel še kakšne plošče od nekoč ali pa od Ja, od staršev? očeta, Aha. ja. Oče jih imel kar precej, zdaj pa skoraj dejansko iz vsake države, ko potujem, prinesem eno ploščo. da Greš imam na to Bolšji spomin. trg pa... Tudi. Poiščem starinarnice, pa tudi naredim raziskavo. Zdi se mi, da moja duša sega bolj v leto 1960 po glasbi, tudi slovenske popevke in tako me zanima in iščem iz tega leta potem vinilke iz različnih držav. Tudi v Koreji, ko sem bil, sem poiskal in veliko dobim. No. Tako da je tako, neka zanimiva dota in pol namesto, da gledam po slikah na telefonu, si dam vinilko, pa potem se sprehajam po spominih, ko sem obiskal neko državo. O, kako lepo. Ja. Najlepša država, kjer si bil, da je bila tebi najlepša? Islandija. Se mi je zdelo, da bo nekaj takšnega, ampak ja. Ja. Islandija je zagotovo številka 1, potem pa zelo blizu Japonska, ja. Pa tudi Kazahstan je zelo lep. Kam pa bo naslednje potovanje? Islandija. Spet Ja, Islandija. ja. To, ki si rekel zdaj, da Ja, greš. bil sem na Islandiji, ampak bil sem službeno in smo samo 2 dneva potovali po Islandiji. Ampak Zdaj si boš pa drugače vzel Ja, čas, zdaj pa ne? 3 tedna. Tako da vzel pa konkretno Islandijo. Z avtom, road trip pa tako? Ja, verjetno kaj takšnega, ja. Pa day tripe v smislu, da agencija, ki nam bo pomagala pri organizaciji, ker določene zadeve je lažje, če nekdo drug prevzame, pa samo se priključimo zraven. Nekaj pa tudi lastno raziskovanje zagotovo. Pa kakšen potop v njihove termalne vrelce in tako naprej. Brez Imajo tega ne gre, veliko, ne? Tako, ja. Bil sem sicer aprila, ampak je bilo bolj zimsko, zdaj bi pa želel to pomlad, ki jo imajo sicer bolj poleti. Polarni si tudi videl? Ne, žal ne. Ga ni Ne, bilo smo ga videti. šli iskat, bili smo 4 učitelji, zmrzovali smo, do kosti nas je prezeblo, ampak ga nismo dočakali. Mogoče pa še je priložnost Ja, za to, ne? tako. Zdaj bi pa želela, da mogoče staršem, pa dijakom, tistem, ki bojo poslušali, ki bojo tole, staršem, da malo poveš, kaj naj naredimo s to mularijo, da nam bo lažje. Mulcem pa tudi, ne, kako naj razumejo to našo tečno generacijo. Ja. Zdi se mi, da je najboljša popotnica, ki jo da starš otroku, je seveda, da pove, kako je on odraščal, ker s tem se bo tudi hitro poistovetil naš otrok. Ne? Predvsem pa, da se ne delajo popolne, da tudi priznajo svoje šibkosti, tudi priznajo napake. Kajti mislim, da je največji šok za otroka, dijaka, ko sname rožnata očala in ko vidi, da starši niso popolni. Zdaj najbolj pogosto se to zgodi ob kakšnih ločitvah in potem so v šoku, ker iščejo identiteto. Ker oni so imeli neko podobo svojih starših, ki se je pa zdaj obstaja uničila. Ja. Ker starša se potem pogosto začneta kregati, ne, in ne prepozna več, kaj se je z njima zgodilo. Ne. To recimo absolutno pa ogromno veliko pogovarjati. Res veliko pogovarjati, pa hkrati jasno postaviti meje. Ne. Ker iskali bojo vedno najvišjo točko. Tako je. Ker jaz mislim, da je tudi največja napaka staršev, da se bojijo, da jim bo otrok rekel, da jih nima rad. Pa jaz mislim, da ga ni otroka, ki to ne bi rekel staršu, če ima dokaj normalno družino. Ja, mislim, vedno so zamere, ne? Pa vedno, in prav je, da so, meje morajo biti in ko je ne. Kljub temu, da bo otrok vse živo poskušal, da se bo v trgovini metal po tleh in tako naprej. Treba je postaviti mejo. Ne? Ker samo z neko strdo vzgojo
pa to ne pomeni avtoritarno, ampak res tako, da je stroga zadeva, potem lahko tudi vzgojimo nek zdrav odnos, potem pa, ko odraste na prehodu v odraščanje, pa lahko tudi starš postane bolj prijateljski in pokaže svojo mehkejšo. Ker če ni meja, on bo šel preko marsičesa. In največje tako, pogosto se zgodi mi, da kakšen fant, ki ima mogoče nezaželene vedenjske vzorce, prvič od mene dobi ne. In celo reče, prosim, rečem, ne dovolim. Ja, in je šok. In dejansko sem nekako opazil, da znam s temi fanti, ki imajo vedenjske težave, zelo dobro delati, če jim res postavim mejo. Ker potem me pa cenijo. V resnici jo potrebujejo. Tako je. In tudi želijo, ne? Jaz sem že recimo, ko smo bili na teh otroških parlamentih, povejo, da jo potrebujejo. Seveda. Pa predvsem da si fair. In potem enkrat enemu dijaku rečem, ne boš filal telefona, ker to je najbolj pogosto vprašanje, da bi ga filali med učno uro. No in potem en priden dijak, seveda priden v narekovajih, torej neproblematičen, isto reče, pa reče, pa jaz ne smem, ne? Zato, ker nisem dovolil. In potem vidim, kako sem dejansko dobil plus točko pri tem fantu, ker pa ne delam razlik. Torej, če rečem ne, je ne, ne glede kdo si. Tako da ja. Je pa res, da učitelj ne more biti pošten. Mislim, lahko se trudiš biti do vseh, tako kot starš, ampak dovolj je, da ti en, ko ga vidiš, pa ti mogoče malo pokvar dan. Ampak smo samo ljudje. Ampak če to ti priznaš otrokom, jaz jim to povem, potem te sprejmejo. Ker hitro zaznajo, da nekaj ne štima. Saj tudi, mislim, toliko so že veliki, da razumejo, da ni črno-bel svet, ne? Točno to, ja. In enostavno samo priznati, ja, pač ne. Včasih bolj razumejo kot odrasli. Bolj razumejo, ker mi se hitro gremo na plus ali pa na minus, oni pa se iščejo, ne? Tako da bolj razumejo, ja. Lepo. Sva ta pogovor prenesla v precej drugačne vode, kot sem si mislila, ampak sem navdušena, da si poleg tega, da si sem mislila, da bo bolj bova v umetni inteligenci, pa tako, si me toliko navdušil s tem tvojim voditeljstvom mladih, tem psihološki, da sem želela vsekakor tukaj več zvedeti. Tako da, ful ti hvala, zagotovo bova še kdaj kako na to rekla. Do takrat pa se držimo par načel, ki se nam jih danes tako pametno lansiral. Ja, res hvala za povabilo in upam še kdaj. Z veseljem. Hvala.